To morda izgleda kot prizor iz Kurdistana, vendar to, kar dejansko vidite, je tukaj v Izraelu. Tisoči so se zbrali v Mevaseret Cionu, tik ob Jeruzalemu, da bi praznovali kurdsko kulturo. In to ni nič novega. Že več kot 10 let festival ponuja tradicionalno kurdsko glasbo, ples in kulinariko, ki je postala stalnica na izraelskih mizah. Lokacija ni naključje. Del Mevaseret Ciona je bil ustanovljen v zgodnjih 50 letih prejšnjega stoletja za nastanitev novih priseljencev, med katerimi je bilo veliko kurdskih Judov, ki so pomagali ustanoviti lokalno skupnost. Tukaj praznujemo kurdski praznik za naše državljane. Tako Kurde kot ne Kurde. Župan Jorem Šimon je sam ponosni član kurdske skupnosti v Izraelu. Pravi, da so dogodki, kot je ta, v času vojne dobili še večji pomen, kjer so bili prizadeti Kurdi iz vse regije, od Iraka do Irana in celo Sirije. In danes je za nas še posebej pomembno v času vojne okrepiti odpornost skupnosti, ki je del nacionalne odpornosti izraelskega ljudstva. Za mnoge obiskovalce festivala ohranjanje kurdskih tradicij pomeni ohranjanje zgodovine, ki sega tisoče let nazaj. To pomeni, da nosimo tradicije Kurdistana v naši domovini v Izraelu. Judje iz Kurdistana so živeli v Kurdistanu od uničenja prvega templja do nastanka države Izrael. Torej je bil Kurdistan več kot 2700 let tudi dom Judov. In ko so Judje iz Kurdistana prišli v Izrael, so s seboj prinesli čudovito kulturo, neverjetno hrano in veliko okusov in lepote te regije sem. Elijana je imela tudi sporočilo v kurdščini za gledalce po vsem svetu. Upamo, da bo Kurdistan vedno v miru in upamo, da bodo Kurdi in Judi lahko sodelovali. Kalebeni Kurdistanu Izrael. Upamo, da bodo Kurdi v Kurdistanu lahko upravljali svoje delo. Danes kurdske tradicije ostajajo pomemben del izraelskega kulturnega mozaika. In ta festival ostaja ključ za ohranjanje ene najstarejših judovskih skupnosti v državi. Da bodo Kurdi in Judi lahko upravljali delo.